Ljudje in ljudine, poslušate 66. epizodo oziroma 14. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, James Obot, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Šarbus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov, tudi tokrat brez gosta, ampak nič manj gostobesedni. 66. epizoda je torej 14. special iz karantene, namenjen je našemu duševnemu zdravju, z njim pa si želimo lajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi in na varnem, in vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V tokratni epizodi bomo počastili kariero škotskega filmskega igralca Sira Seana Conneryja, ki je umrl 31. oktobra, star 90 let in v svoji karieri nabral Oskarja, 2 nagradi BAFTA in 3 zlate globuse. Skratka, če tudi gre večinoma za filmske klasike, za kultne filme, vseeno velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kak kvarnik ali dva, če tudi se bomo skušali temu izogniti, ker tole snemamo tudi zato, da vas povabimo k gledanju. Vsak od nas je izbral po 3 filme filmske legende, gotovo pa bomo omenili še kakšnega. Maestro, zaigraj nam eno z dudami. Kratka, ljudje in ljudine, tukaj smo pred slabim mesecem, že skoraj da nas je presenetila novica o smrti filmske legende Seana Conneryja. Verjetno smo mogoče celo malo že kar pozabili na nenazadnje njegov zadnji film, od njegovega zadnjega filma je vendarle minilo dobrih, mislim, da pogledam, 17 let. Se pravi, The League of Extraordinary Gentlemen je bil njegov zadnji film iz 2003, tako da skratka po 17 letih brez filma je te dni je pred dobrim mesecem umrl in mi smo se takoj odločili, da pravzaprav vam pripravimo eno epizodo z mogoče neglih top 3 njegovimi filmi, ne, eno pravilo smo imeli, ker sem ga jaz takoj zapisal, da ne sme biti Bond. Skratka, izogibali smo se Jamesu Bondu, ker pač, če ga ne poznate kot Jamesa Bonda, jaz vam ne morem pomagati. Poiščite, pejte zdaj v klet ali pa do avtomobila, če ga imate odklenjenega, odprite prtljažnik, vzemite ven uno kladivo in si kar mahnite z njim po glavi, no? Ali pa vse po prstu, no? Da lahko poslušate dalje. Poslušajte dalje, zato raj po prstu, pa se pol pelte bolnice, pa se to. Ja? Zakaj misliš, da imajo ljudje kladivo v avtu? Ja, ne vem, da gume pumpajo. Za take primere, ko jim nekdo pove, a ti res nisi gledal tega filma, pa so slučajno ki zunaj na piru, pač skočijo od avta, ne? Zato je pametno imeti kladivo v avtu. Sicer pa, jaz se nočem... Jaz imam eno boljšo rešitev za to, ne? Tak na Voyotu, če imate Voyot, so vsi Bondi, pa čez en teden nekje pridejo še vsi na HBO, tako da pogledajte. The best. Ja, definitivno je to nekaj za pogledati in pač jaz se ne bom prepiral ne z vama, ne z nikomer, ampak Sean Connery je najboljši James Bond ever. Pač. Zelo mi je žal vsem fanom Piercea Brosnana, ki vem, da je takoj vaša druga misel, ampak... Timothy Dalton sem mislil, še rekel. Okay. Timothy Dalton, kaj pa vem. Ja, no, čeprav, mislim, da je bil Pierce druge probleme, no, ne toliko on, ampak so bili problemi že štorije, pri Timothy Daltonu pa mogoče še štorije niso bile, kaj pa je zdaj, no. Bom jih jaz tudi zdaj še enkrat pogledal, tudi čakam, da pridejo pač meni na HBO in da
da se jih lotim. So pa zdaj jih vrtel po Pop TV, mislim, da. Mislim, da sem opazil. Ker ima Vojo, tako da so bili na njihovih kanalih vseh v zadnjem času. Skratka, pravilo je bilo brez Bonda, mi smo izbrali ene stvari, smo kar tehtali ene stvari, ki smo jih zdaj pogledali, smo bili tudi tako, ok. Ampak, skratka, zbrali smo 3 filme še pred tem, še preden se pa lotimo teh 3 filmov, pa sem jaz prosil našega Igorja, če nam malo predstavi njegovo plemiško visikost Seana Conneryja in da nam pove pač nekaj tudi o njegovem življenju, kje je pil prvo mleko in take stvari. Ne vem, zakaj me zdaj pri Seanu mleko prišlo na pamet. Vedno je Homelander tebi blizu. Mogoče pa res zaradi tega. Ja. Skratka, Igor, kdo je bil Sean Connery sploh? Torej, Sean Connery je bil predvsem Škot. Mislim, da je to bilo kar očitno v njegovem naglasu, vsakič, ko je imel priložnost. Tudi v tem, da je bil, se zavzemal za samostojnost Škotske, mislim, nagovoril je celo parlament, ne vem, če ni bil v enem sklicu škotskega parlamenta celo poslanc. Drugače pa je izhajal iz dosti revne družine, oče je bil gumarski delavec, mati je bila čistilka, živeli so v hiši brez tople vode, kjer je bila njegova zibka, spodnji del družinske kredence. In je imel še brata, enkrat na teden je hodil plavati, da se je umil v javnem bazenu, če so sploh imeli toliko denarja. Ampak, kot je povedal, da je sicer bil zelo reven, ampak tega ni opazil, ker so vsi okrog njih tudi bili enako revni. Angleži takrat niso bili tako zelo revni, kot so bili Škoti, tako da to je še en razlog, zakaj jih ne marajo. Pri 13 je pusto šolo, pa ne zato, ker bi bila neka karantena, pa bi igrce špilo namesto, da je pri pouku, ampak zato, da se namesto, da je imel polovičen delovnik, se je zaposlil za poln delovni čas v mlekarni in po 3 letih je šel v vojsko k marince, pol pa so ga zaradi čira na želodcu po 3 letih poslali nazaj. In si je vmes dal narediti 2 tetovaži, ena je bila mama in ata, druga pa Škotska zavedno. Torej, pol pa je imel različne službe, med drugim je prelagal plemok, poliral krste, zlagal opeke, poziral kot model na likovni akademiji, kar, mislim, to je dosti ljudi počelo. In varčeval za vadnino, da je lahko teži dvigal, ampak ne, da bi bil fit, ampak da bi bil puncem všeč. Vse, logično. Kdo dela to zaradi česarkoli drugega? Dvigovanje v teži? Ja. Da bi bil fantom všeč, tudi ja, ampak. Ne, sami sebi všeč. To dela kot kompenzacijo, ker drugje ne grejo in pol ponovadi to vodi v motnje prehranjevanja, tako da, ja. Vedno znam stvari na svetlo stran. Pravi sonček si, Igor, res. Potem fuzbal je igral v nekem lokalnem klubu in je celo imel možnost iti igrati za Manchester United in bi dobil 25 funtov na teden, pa je ugotovil, da ne more biti dolgotrajne karijere, ker je že bil 23 star. In potem se je odločil, da bo igralec. Kandidiral tudi za Mr. Universe in je bil Mr. Škotske. Potem pa je dobil cel kup manjših vlog na televiziji, ki pa so bile vseeno kar odmevne, ker že med prvimi vlogami je igral recimo Macbetha, igral je Vronskega, mislim, da Vani Karenini in tako dalje, ampak breakthrough je pa seveda prišel z Bondom, ki je ga naredil in on obratno tudi, ne zdaj. To je dosti znano, ampak avtor Bonda, kak je že pisatelj ime? Ian Fleming. Ja. Ni prenesel Conneryja, meni, da je Connery absolutno napačna odločitev, zato ker njegov Bond je bil, kot je bil napisan, je bil blond, plavooki in z brazgotino čez pol lica. Ne? Zdaj pa
če bi dejansko Flemingu takrat ratalo pripričati producente, da mora biti tako v knjigi, ali si predstavljate, da bi bil dejansko več kot en film o Bondu lahko posnet? Dvomam. Ja. Nek zjeban aric pizda, ki Martini je sekal, to kar neki. Z brazgotino čez obraz. Tak, ne, to ne je šlo. Ja. Potem je posnel še milijon drugih filmov, dobo Oskarja, za stransko vlogo sicer, in si v Trainspottingu prislužil mnogo Sigbojevih nagovorov v kamero, ki so zelo popestrili tisti film. Drugače pa ja, njegova zadnja nesojena vloga je pa bil Gospodar prstanov. Peter Jackson ga je novačil za Gandalfa in Connery je rekel, da ne, ker ne razume tega scenarija. Tu pa je ono, ker človek je celo kariero dal skozi, bil super. Res, da na koncu, pred smrtjo zadnjih par let je imel demenco, ampak 99. ko so začeli delati tega Gospodarja prstanov, je še bil čist priseben in vse aktiven v javnem življenju, ampak Gospodarja prstanov pa ni štekal. Ampak prav, dobro, mislim, da Ian McKellen ni, da bi rekel, slaba izbira. No regrets. Torej, Aljoša, gremo dalje. Hej, to je res nor life, stari, to je kaj on ni delal, no? Aha, ja, Datev je full igralki in mannequin, Jill St. John pa Lana Wood med drugim. Aha. Kar, ja, ni šlo. Ja. Ja, točno. Ne moramo spregledati negativne strani. Torej, ja, no. Tip je dal intervju v Playboyu, kjer je med drugim omenil, da je treba ženske tepsti in kako to narediti in v kakem primeru. In ko so ga v 80-ih, mnogo let kasneje, vprašali, kaj meni o tem, je rekel, da si njim ti malo premislil. In da ja, žensko je treba udariti z odprto roko, nikoli z členki, ker jo lahko poškoduješ, in da jo udariš samo takrat, ko ti res preseda in ti najeda. In ne vem, kaj ti mora biti, da imaš tako mnenje. Samo pa zdaj, tu vseeno ni čist ista dilema, kako ločiti med avtorjem in njegovim delom, ne? Ali se mi zaradi tega zamerijo njegovi filmi ali ne. Zdaj osebno imam bistveno večje težave z glasbo R. Kellyja ali pa Michaela Jacksona zaradi stvari, ki sta jih naredila, ker jih dost bolj opaziš, ne? Medtem ko pri igralcih je vseeno to, da igrajo nekoga drugega, ne? Kar meni osebno pripelje drug problem Conneryja, ki pa je to, da je tak dober bil v tem v igranju, ne? Da je skozi lik Bonda za mnoga desetletja pomagal učvrstiti ta britanski imperializem, ki bi ga mogoče, če ne bi imeli nekaj tak dobrega role modela, kot jim ga je on dal, nehali se počutiti toliko boljši od celega sveta že zdavnaj. Ampak mislim, da bo zdaj rabili en konkreten popuš Brexita, da bo jih to minilo. V bistvu je Sean Connery odgovoren za Brexit. Ja. Jezus. Ja, in je izpolnil dolgoletne SNP sanje. Ta Scottish National Party. Ni edini, ne. Ja. Jaz sem bral, da je, mislim, da se za te izjave 2.6 pokasal. In je prav, mislim, na njegovi Wikipediji piše, nobeno nasilje nad nikomer ni opravičljivo, ko so ga soočili s tem, je prav to izrekel in še to full stop. Je pa vseeno on res bil produkt svojega časa, ne? Pa tudi, če gledamo zdaj, kaj vse skozi dal, ni opravičilo za izjave, ne, ampak ajde, damo vse miniaturni odpustek, da je mogoče na stara leta se pa pokasal. Evo, čist malo, da mu stopim tukaj. Cool. Gremo torej navaliti kar na filme, ja, ki smo jih izbrali. Mislim, da je najboljše, da kar gremo počasi na filme. Skratka, imeli bomo 3 kroge, tako kot ste nas že vajeni, in v vsakem krogu bomo skratka
bo vsak od nas povedal, predstavil en film našim poslušalcem, ki vas že zagotovo zelo, zelo zanima, seveda, če si niste v opisu epizode prebrali, kaj smo izbrali. In prvi je na vrsti Igor in njegov film. Torej, Highlander. Ne mogoče. Ja. Torej, Highlander je ameriški film o fantazijski, o teh nesmrtnih vitezih, da so vitezi, v drugem filmu bolj vidiš, da so vesoljci, vseeno pustimo za drug film, ki se borijo in potem si moraš onemu, ki ga premagaš, glavo odsekati in dobiš njegovo moč. Zdaj Sean Connery igra mentorja glavnega junaka, ker to gre za en film iz njegove kasnejšega obdobja, ko je pogosto igral mentorje. In sicer mu je ime Ramirez, glavni junak, torej naslovni Highlander, pa je Conor McLeod in ga igra Christopher Lambert, ki ni niti malo Škota. Za razliko od McConaugheyja, ki je Škot in igra nekoga, ki je Španc. Ampak takrat s tem it's the 80s, baby. Ja, ukvarjali. Film je krasno posnet, ima odlično glasbo, ki so jo Queeni napisali, vizualno, kako sestavlja štorijo, ki sega od srednjega veka do sedanjosti, malo sem pa tja skače, je res super je sestavljeno. Vem, da se spomnim, ko sem prvič gledal ta film kot otrok, ki mi je bilo prav fascinantno, tele preskoki, pa tam wrestling in vse tisto. In je bil takrat en mojih ljubših filmov, ko sem ga videl. Ne. Zelo me je pustil močno vtis name. Zdaj, če se osredotočimo bolj na Conneryja, ta njegov lik je pač mentor temu glavnemu junaku, ene slabo tretjino filma nekje je not in ga ima tale trening, montaž in vse te stvari, ki pač vsak pravi 80s film mora imeti. In super izide in potem tudi njegova junaška smrt, ki se žrtvuje, tudi krasno zrežirana, odigrana. Super. Edino, kar je resen problem tega filma in Seana Conneryja z njim, je, da obstaja Highlander 2, kjer se Sean Connery iz nekega razloga spet vrnil in še enkrat igral Ramireza od mrtvih starega, ki... Ja, gremo dalje. There can be only one, twice. Ja. No, tako, jaz sem ga sicer zdaj nedolgo tega pogledal in moram sicer reči, da ne delim tega navdušenja z Igorjem. Posnet je že v redu in tako, ampak igra je še kar slaba. Ene stvari so res tako hecne, ne vem, ne bi reči, raje govorim, ta smrt Seana Conneryja je tako, zgleda tako blesavo vse skupaj. Mi je pa všeč ta gejevska romanca med Seanom Conneryjem in Christopherjem Lambertom, njuno tekanje z roko v roki in občutenje, kako že imenujete, to zdaj sem pa pozabil. Jelena. Ja, čutite Jelena, pa kako rečete temu trenutku, kako že on temu reče sinhronizacija ali nekaj tako. Skratka, tako, no, res super, mislim, drugače pa režisersko se pa strinjam, posebej ta uvodni prizor, ko gremo na ta wrestling in vidimo tam Lamberta sred pač te publike, vsi so neki skačejo v luft, samo on gleda tako pač kot Lambert Borman gleda cel film. In je tiste cool, pa ta nor prehod je tako, pač ta garažni dvoboj, dva se kar neki zmeči fajtata in si tako, what the fuck se dogaja, pol pa gre kamera pač gor v strop, seveda garaže in pride ven na Škotskem leta, pač takrat pa takrat. In si sam tako, wow, baby. Ne, zelo v redu je. Mislim, zdaj pač, kar se tiče same koreografije, mislim, da pač je ful to področje, ki je napredovalo v akcijskih filmih blazno od takrat in to potem brez teh nostalgičnih očal izpade malo češko, ja. Medtem ko Lambertova igra pa za nič, ja, itak.
to pa mislim je vedno. Ne, no, daj, pustim. Lambert ima boj, no. On je vrejo. Meni je tak, joke, ne, meni je taki razkorak, ta lik tega McClouda, ki je ne vem kakšen hud badass, ker on na koncu dejansko postane the one, ne? Ampak ta njegov glas je tak v razkoraku s tem celopno pojavo ali pa likom. Veš, ko ima tak neki tanki Andrea Bocelli glas, there can be only one, ki je tak napol z nosom zaprtim, ne vem, govori tak, ne vem. Ampak jaz imam osebno ta film full v čislih, no, sem ga tudi večkrat že videl in ja, seveda so napake, 80s so tak trash, a veš, mene spomni kot na Terminator 1, Highlander, a veš, to sta meni tukaj, tak trash, malo B zadevi in pač te napake spustiš skozi. Kaj pač, it's just fun, it's pure fun. Yeah. Mislim, mene dvojka razočara zato, ker se dosti bolj resno želi obnašati, kao, nek cash je prišel, no, dajmo zdaj full cash noter vreč v special effects, pa v neki full hude koncepte o ozonu, pa ne vem, kaj še vse skup. Tisti je pa že pač sad, tisti pa malo žalostno pač. Ja. A veš? Ja. No, skratka, in če smo bili že pri enem na trenutke skrajno smešnem filmu, gremo zdajle res v cono somraka. Mito je svoj drugi film izbral, skratka, Mito, tvoja izbira namreč je? Zardos iz leta 74. Zdaj pa najprej takoj povem, ta bila takoj, lahko vidva sta mi priči, ta bil takoj moj prvi pik. Nisem nič obotavljal, takoj sem rekel, to bo moj pik. In moj pik je pa zaradi tega, ker je meni je ta film všeč. Kljub temu, da je tako je prišel ven 74. leta, pa kljub temu, da je v bistvu John Boorman zelo priznan režiser, ki je pred njemu snemal Deliverance, ki je pobral nagrad, je pa ta film pač objektivno slab. In kljub temu, da je zdaj kultna klasika, ne, je postal kar kultna klasika, ima meni ful zanimivih kvalitet. No. Ja. Veš kaj, nekje sem prebral en dober kvot, skušam se spomniti, kao, čak Deliverance was ne vem kaj, but Zardos delivered. Nekaj tako je bilo. Boš povedal mogoče en kratek? Čist kratek bom. Sinopsič, da sploh ljudje vejo, v kaj se spuščajo, če bojo tole gledali. Ampak zelo kratko, probaj. 3 stavke. Ja. Film to je science fiction film, ki se dogaja v kar daljni prihodnosti, kjer so ljudje razdeljeni na brutale, tako se imenujejo, in na eternalse. Brutali so moški, ki častijo boga Zardoza, ta jim obljublja ali smrt ali večno življenje in jih futra z tako norimi stavki, kot so penis je zlo in jim deva puške v orožje. Ne? To vidimo takoj, ta prva minuta filma. Sean Connery igra enega od teh brutalov, ime mu je Zed, ki pa se opre temu nareku, da tamle posiljuje pa pobija ostalo prebivalstvo po tej postapokaliptični zemlji. In v tej kamniti glavi, ki je Zardos, to je ta bog, potuje v deželo Eternalsov, torej neki posebni vortex, ki pa je matriarhat. Tamle so pa nesmrtni ljudje, ki pa skušajo nadzorovati te brutale, pa populacijo, pa prehranjevati se, pa zemljo nekako na novo postaviti, če se ne motim, ful je megleno tu. Pa skušajo njega razumeti, ker je malo drugačno od vseh. In imaš noter teme, kot so kaj je smrt, kaj je večno življenje, genski inženiring, vse skupaj je neka čudna kritika hipijevstva in drog, pa maskulinosti, pa nasilja. Skratka, ima ful hude teme noter, zanimive za tisti čas, še posebej pa ima vsaj meni zelo taki en pozor, seksi pristop do nekega science fictiona, ki ga je za moje pojme, a veš, Star Wars leta 77 zelo zakoličil. Ta look, ta izgled science fictiona je že 40-50 let bolj ali manj isti. Zardos, ki pa tudi science fiction, je pa ful drugačen in zaradi tega ga tako cenim. Mislim, tam folk hodi v
v loinclothih, kako se temu reče, sramno perilo. Sean Connery je cel cajt gol, ful preveč niplov je za moj okus, vsi so goli. Nasilje je čisto over the board, vse posneto za tak beden budget, da se kar smejiš. Mislim, da 1,5 milijona so dali v tale filmček noter, ker bi mogel biti vziher vse 50 za to, kar so se namenili bili delati. Igre je tako, ok, Sean Connery je ok, mislim, da je to njegov drug film po Bondu in je ful iskal neke čudne weird zadeve. Charlotte Rampling je noter, ona je cool, ampak tale zmes ful čudnih idej, vse naenkrat noter nametano, ful neki hudi koncepti o telepatiji, življenju, smrti, postapokaliptičnem svetu je pa tako, full confusing, pa ne prepriča dober, ampak it's the best. Ja, jaz sem ga včeraj prvič gledal in moram reči, da mi je bil tako... Mislim, jaz poznam pač Sean Connery, sliko Sean Conneryja iz tega filma, kot ga vsi poznamo. Vsi poznajo. Ja, v teh nekih, kaj jaz vem, je to Baywatch kopalkah, ampak... Veš, kako temu jaz rečem? Borat kopalke pred Boratom. Ja, no, Borat kopalke, ampak... Priznam, da sem mislil, da je to samo nek joke znotraj filma ali ne vem kaj, pol pa gledam tisto, sem bil tako, ok, to pa bo nekaj posebnega. In ja, bilo je nekaj posebnega. Tako da. Ja. Tudi jaz sem bil precej presenečen, ko sem gledal, ker res je en kup stvari nabedanih, kar eno prek drugega. Yeah. Ampak mislim, da to je film, ki ga moraš gledati v študentskih letih z veliko podlage. Definitivno. Jaz mislim, da sem ga tam prvič videl po 17-18 tu nekje in meni je to čisto tvuk. Tudi zdaj, ko sem ga pogledal, pa ja, takoj te zmoti, naprimer, prva minuta, ko neka glava potuje proti tebi, proti ekranu, 4. zidu in razlaga, jaz sem Zardos. In blablabla, ki bi že ne reši sklopo takoj, ko gledaš ta šit. A veš, ampak ne, to je taki odfuk, tega več ne morejo narediti, veš, to je biser. Veš, zato se ga splača pogledati. Absolutno, jaz mislim, da se ga vsekako splača pogledati, no, tako da, če boste rabili navdih. Ne vem. Ja, mislim, čist nore ideja od tega preč Brdavičk pa do nekih ogledal, ki jih obrabljajo čist pretirano, pa back projekcij za to, da so nekih full hudi tripi efekti, pa veš, tak je vse skupno metano, da se kar smeješ. Kostume je delala Burmanova žena, kar tamle, on-site, vse so snemali na Irskem, že to mi je tako crazy, ker on bi mogel potem špilati nekega Irca, ampak Sean Connery nikoli ne špila nič drugega kot Škota, ker on pač ne jebe na glase, ne? In ne vem, pač to je res, meni je taka full huda bonanza, no, evo, to. Skratka, ja, Mito, izbravci, dobra stvar, jaz sem bil kar... Grem kar k svojim filmom, mislim, da odko še najboljše. Nismo imeli kriterija kvalitete, rekli smo pač vloge, pa jaz mislim, da Sean Connery čisto ok odšpila, nič groundbreaking, ampak tudi nič ful slabega. No? Ja. Skratka, jaz sem si za prvi film, vse tudi v resnici, tale prvi batch je kar zanimiv, jaz sem si za prvi film izbral Marni iz leta 1964, to je psihološki thriller, ki ga je režiral Alfred Hitchcock, ki je drugače od mojih najljubših režiserjev, posnet je po romanu iz leta 1961 Winstona Grahama, glavni vlogi sta pa Tippi Hedren in Sean Connery. Tippi Hedren se spomnite tisti, ki mogoče Marni niste gledali, seveda iz Ptičev. Gre za tako imenovan neo-noir, ob premieri imel zelo slabe kritike, pravzaprav danes pa nekako velja za enega najboljših Hitchcockovih filmov, čeprav ko sem ga danes nedavno tega pogledal, sem imel kar malo cringe-a. No? Skratka, to je zgodba o tem, kako neka tatica ukrade, zaposli se pri različnih, ponavadi ima pač ta en in isti način, zaposli se pri nekom, potem oropa sef in zamenja identiteto, ves denar pa pravzaprav nosi k svoji mami, na katero je bolestno vezana, mama pa je pač ne jebe 5%, tako da imamo pač tle to razmerje, no potem pa Sean Connery
ki je igra nekega bogatega vodje neke firme, se ni v resnici niti važno, jo najprej seveda sreča v enem drugem podjetju in jo prepozna, ko se želi zaposliti pri njegovem podjetju in jo izsiljuje na koncu v to, da se poroči z njim. In to naredi zato, da bi jo seveda ozdravil te njene delikvence, bomo tako rekli, in ker pač zelo hitro posumi, da je z njo nekaj psihološko narobe, ne prenese rdeče barve, zelo se prestraši ob nevihti, skratka je tako, imam neke resne psihološke težave in on se v to vedno bolj poglablja, malo jo muči, malo jo se poigrava z njo, zdaj sem hotel nadaljevati ta stavek z malo jo posili, ampak ja, točno tako hoče film to prikazati, ampak pač to za današnje razmere je to še kar nenavaden film, vse zato, da skratka bi iz nje naredil žensko, ki se ne bi več bala dotika, ki se ne bi bala moškega in ki bi pristala na neko svojo vlogo žene oziroma partnerce, ker ona absolutno zavrača tako, kot njena mama, ki izreče ta zelo slavni citat, a decent woman don't have need for any man, in je tako... Pač še kar, skratka, cringy film. Tisto, kar je pa najbolj, kar jaz mislim, da ga pa res presega, je, da tle sicer Sean Connery je Sean Connery, ampak Tippi Hedren pa res odigra sjajno in pa en prizor je noter, ki pač sodi v zgodovino svetovnega filma. To je, ko gre Marni ropat sef in pravzaprav vidimo dolg kader je... pač z velike razdalje snema, tako da zgleda skoraj da kot split screen, zato ker snema z dveh prostorov naenkrat in vidimo, kako po eni strani čistilka zelo počasi prihaja, tako da bo ujela Marni, preden bo ona zbežala iz sefa in Marni se sezuje, da čevlje, mislim, da v žep gre zelo počasi po prstih in ta suspense raste, a se bo čistilka obrnila in jo zagledala, potem je čevelj pade dol, in seveda ugotovimo pol tem v naslednjem prizoru, da je čistilka zelo, zelo naglušna. In je tako res, tako briljanten prizor, tako da to se mi je zdelo pač še kar fino, drugače pa tako kot Hitchcock, jaz mislim, da je to film, kjer si lahko na vsake 5 minut spišete kak citat, še eden mojih najljubših, in pa eden citatov, ki se zelo pogosto pojavlja v kvizih, če kdaj igraste kakšne filmske kvize, je I always thought a girl's best friend was her mother, ki seveda zelo spominja na en drug citat iz enega drugega filma, kjer je tudi za najboljšo prijateljico mamo, ampak en gospod, o katerem, če ne veste nič, vam tudi jaz ga ne bom razlagal. Še boljši meni najljubši citat pa iz tega, ko je pač ta Sean Connery nekaj zaslišuje in tako, mi pa je You Freud, me Jane. Ta se mi je zapadena. Skratka ima tudi nekaj tega dialoškega humorja, ki je tako značilen za res dobre scenarije te dekade, pač Hitchcocka. No. Super. Ja, jaz sem ravno včeraj pogledal film prvič, ker nekako sem ga uspel zgrešiti in ja, zdaj, kar se tiče tega, da je eden boljših Hitchcockovih filmov, Hitchcock je posnel 70 filmov. Zgodnja njegova karijera ni tako ful dobra, ne? Ampak ima pa ogromno filmov, ki so zelo dobri in pač je v top 10 še vedno, ne? Marni. En kup stvari je boljš narejenih v Vertigu, podobno te psihološki pristopi, pa v te pač čist psihoanalitične variante, ampak je tukaj tudi zelo dobro, pa to je ful bolj lahkoten film kot Vertigo ali Psiho, s tem, da imaš pač vse to, kar je Aljoša povedal, je res problematično. Ampak po drugi strani pa je prav tako, ko ga gledaš s sodobnimi očmi, misliš, da to bi pa danes lahko drugačen twist naredili v tem filmu. Če bi kdo šel delati remake, se mi ne bi zdelo napačno. Ni to eno od onih primerov, ko rečeš, to je popoln film, ne se zajebavati s tem. Tako, ne vem, remake Psihota je bil
pretty fucking stupid. In ne vem, delajo remake Home Alone, tak why? It's all about them dollar bills. Sej, ne? Ampak to pa je prav film, ki bi za sodobno perspektivo lahko nekaj drugega povedal, ne? Ali pa povedal tiste stvari, ki jih ta junakinje v tem filmu govorijo na začetku, ko zavračajo njegove, let's be honest, precej stupid ideje o tem, kako bo spreobrnil žensko, ne? Bi te ideje bile v zaključku bolj lahko, ne? Ampak ja, ful je zanimiv pa je za sodobnega gledalca tudi z tega stališča, ker res ne veš, kaj se bo zgodilo. Ker v bistvu imaš tisto zgodbo, da je ona tatica, ki potem postane zgodba, da jo on izsiljuje v poroko in pol imaš še tole Lil, ki je zaljubljena v njega in hoče razdor v njo zdreti in se tako mešajo stvari, ki niso neka klasična drama ali pa žajfnica ali pa thriller, ampak so vsega po malem in še ful teh psiholoških elementov not, ki so malo clumsy, vsaj v primerjavi z Vertigom. No. Ja, ampak meni bilo zelo lušno ga pogledati, ful hitro mine, pa zelo zanimivo je. Ja, to pa definitivno, pač Hitchcock tle mu spet rata, ne, to je tako, je pa zanimivo, ne, ker si rekel, seveda s psiho ima res kup sporednic, ne, od te tatice do tega, kaj se potem, da je pol nek preobrat in tako, da je mogoče ena taka vaja za kakšen boljši film. No. Ja, mene priznam, da presenetilo, zakaj, mislim, kdo bi trdil, da je to eden najboljših Hitchcockov, glede na to, kaj se je model posnel, ne, ampak, 100 ljudi, 100 čudi, ne, kot bi rekel starata. Gremo v drugi krog, druga runda, mi še stojimo, upam, da vi tudi. Skratka, druga runda je zazvonila in Igor, vsi smo vam v tej rundi nekako pripravili, se mi zdi, klasike svojega žanra in Igor, tvoja klasika je? Je Indiana Jones in poslednji križarski pohod, ali zadnji križarski pohod. Iz leta 1989 gre za tretji in dajmo kar reči zadnji film o Indiana Jonesu. Okay. Nekaj so bile govorice, da bojo 4. snemali, ampak ne spomnim se. Zdaj spet ponovno je to iz iste faze njegove kariere, kjer je on mentor in sicer je oče Indiana Jonesa, Henry Jones senior. Zdaj film je daleč najboljši film o Indiana Jonesu, tale zgodba popelje, kot smo vajeni naokrog po svetu, Indiana se bori z naciji in išče kelih Kristusov. Henry, njegov oče je bil že celo življenje obseden s tem in potem sta oba na tem, da ga najdeta in morata združiti moči. Kot ugotovita sred filma, sta na nek način že združila moči, ker sta tisto naci bejbo že oba položila. Kar res, Igor, je en okvir. Ta detalj se ti je zdaj toliko pomemben, da ga zdaj tle omenja. Pa kako on to pove? Združila sta moči. Tako. Tag team. Okay. Go on. Ja, skratka, film je klasika, malo se mi zdi neumno opisovati, kaj se zgodi v Indiana Jonesu. Čakaj, a ta lahko vprašam, zakaj si izbral tega v Sean Connery kontekstu, to me zanima. Ker tak, v bistvu, stranska vloga, čisto okej, ja, ampak, veš, ima ful drugih, zakaj glih ta? Zato, ker on, v bistvu, kot sem rekel, to je najboljši film o Indiana Jonesu in najboljši je zelo veliki meri zaradi njega, ker on doda en kles temu, Indiana Jones je v prvih 2 filmih tak robot. Vsi pa Karen v prvem filmu. V drugem filmu je Spielberg in Lucas sta zgubila totalno kakršenkoli cultural sensitivity, ker tisto je just
racist. Ne glede na to, kako gledaš drug film, tak je na toliko točkah različnih, do različnih ras, just racist. Ja. In potem tretji film pa se znebi vseh teh stvari in ima krasno pustolovsko zgodbo in ful vredu komedijo in ful vredu antinaci vibe, kar mislim, da pač, hej, rabimo danes tudi. In mislim, da Sean Connery za svojo prezenco pripomore k temu, ker enostavno v drugem filmu ne bi on pasal not, ne bi tak lik mogel v drugem filmu obstajati. Prvem je še prezgodaj, še mora pač Indy se postaviti zase in kreirati svojo identiteto, ampak tukaj pa mislim, da krasno ga grounda na nek način, mu da podlago, temelj in krasno zaključi to trilogijo. Ta buddy humor med njima, mislim, da kar rata. Imata eno kemijo tudi s Harrisonom Fordom. Čeprav, če se prav spomnim, a sta se ona dva marala ali ne, neki zdaj, vem, da je bilo ali eno ali drugo. Mislim, da je sicer Harrison Ford zdaj ob njegovi smrti sicer povedal nekaj lepih reči v njem, ampak vedno je bila neka češ, da ste nista toliko najbolj marala, kaj pa vem. Drugač pa, jaz sicer moram tle reči, da meni se sicer tretji zdel tudi zdel malo rasističen do arijske rase. Jaz mislim, da ne moreš neko raso, ki je toliko več vredna, pač prikazovati kot butler. Moj bog. Jaz se strinjam, da je Indiana, da je to tudi zame, mislim, da moj najljubši Indiana Jones je to in tega sem največkrat pogledal, no, se mi zdi. Poleg prvega, mislim, da sem res tega največkrat pogledal, ker je res tako osvežujoč humor in tako da, če tega niste gledali, ljudje božji. So vsi gledali. Ne, jaz se čist strinjam z obema ocenama, meni je sicer enka ljubša, pa ker se že uporabil ta kriterij zgodba, je Fate of Atlantis video igra, Click and Point, zelo dobra zgodba, z odličnimi dialogom. Se strinjam. Kar se pa tiče Shakti Day Kali Ma variante, pa mislim, da je Spielberg takrat bil v tisti svoj res hardcore daddy issue fazi, odkrival svoje družinske vrednote, od E.T. pa potem ta deca, pa nasilje na deco, da ga je to dosti bolj zaslepilo za ostale pereče probleme v filmu, kot pa pač dotična to. Ne, da je to odpustek. Mislim to, da... No, ja, meni, ok, samo to še vdo, meni v bistvu funkcionira to na dva v tem filmu, ne zgolj zaradi te mentor logike, ampak ker se mi zdi, da ker ima Indy tukaj ta zgodbovni log, da mora odrast. Ker že začetek filma je narejen tako, ti si malo navihan, pa padeš, pa kradeš, pa onim nagajaš, pa ne vem kaj. Tudi na začetku filma se on kar spusti v dogodivščino, pa se enkrat usmodi, pa drugič usmodi in šele ko začne malo bolj resno se spraševati, kdo je moj foter, on ima pa tudi nekaj za doprinesti k temu, pa mogoče se ga pa splača poslušati, začne ta bolj sodelovati in se mi zdi, da je to tisti zlati moment in Sean Connery tudi mu da lepo protiutešne temu. Ne, pa recimo tak, film je toliko krasno zgrajen, da v bistvu, ko pride do tiste scene, kjer misliš, da je Harrison Ford, oziroma vsi mislijo, da je Harrison Ford, oziroma Indiana Jones zletel v prepad, nisi ti v šoku samo zaradi tega, ker misliš, da je glavni junak umrl, ampak te prizadene, ko vidiš, kak Henry trpi še dodatno, ne? In potem, ko on pride tam, je briljanten joke, ko tako zraven pogleda, kaj gledate zdaj to dol. Mislim, res, tak dober humor je v tem filmu, pa Hitler, ki daje autogram, pa on nacije, ki ni imel karte, pa leti z Cepelina. Mislim, res ne manjka krasnih točk tega filma. Ja, pa Sean Connery, mislim, res ima ta vibe nekega zgubljenega detka, očetka, ki je pač, ne vem, profesor na filofaksu. Čeprav to lepo kontrastira z tistim dobrim rezom, ko Indiana Jones govori, vi nikoli ne boste našli Markusa, on ne vem koliko jezikov obvlada, on pozna vse od Kaira do Marakeša, ni šanse, da ga dobil, pa se on dere, tam pozna do koptsko pizda. Ja, ali pa staro grško.
Super. In še napredujemo po filmografiji Seana Connerja v njegovi mentorski vlogi. Še dva filma sta taka, ki bosta v tem drugem krogu, v drugi rundi. Mito, ti si izbral enega mojih najljubših in sicer je to Untouchables, Brian De Palma iz leta 87. Klasična ameriški crime, gangster, prohibicija, style, korupcija, zgodba, postavljena v Chicago. Evo, to skoraj vse že povedal. Zgodba pa je torej Al Capone, ki je vodja podzemlja v Chicagu in fura pač tale slavni booze ring, ali kako se temu reče, v času prohibicije. Skuša ga pa ustaviti Kevin Costner, oziroma Neil mu je ime. On je direktor, on je agent Bureau of Prohibition in mu enkrat, dvakrat spodleti, pol pa se spoprijatelji z Jim Malonom, ki pa ga igra Sean Connery, in skupaj naredita task force, da dokončno ustavita Al Capona v svojih tirnicah. Zdaj, ta film je meni zanimiv. Ne vem, zakaj je full folka, naprimer enemu tu full ljub, ker smo z njemu kar probleme. In bom začel najprej s pozitivnim. Sean Connery je meni odličen in da dobo Oscar za to vlogo mi je še toliko bolj nor, ker on špila ameriškega Irca z škotskim naglasom in mislim, da je to unikat v oskarjevskih vlogah, da tako Miss Kesta štipa, pa tip zmaga, no problem. Ker je dober, odličen je. Potem originalna glasba, torej tematska glasba mi je odlična, režija mi je odlična, tudi Brian De Palmanov, mislim, vodenje celotne zadeve, vse do konca, ki je poklon še oklepnici Potemkin, tale borba na stopnišču, ne, je čisto skoraj copy-paste tega. Ne. Mislim, malo more poklon, ripo. Ajde, recimo, jaz rečem poklon, glih kadr za kadrček ni. Torej, ta tema korupcije, pa dokot lahko zakon prepelaš, da ustaviš nekoga, ki je ful slabši od tebe, kaj si je pripravljen žrtvovati, zato mi je zanimiv, kljub temu, da mogoče Boter to boljše izpelje, oziroma kontrastira glih malo drugače. Robert De Niro je izjemen, Kevin Costner tako izjemen, rečemo. Fotografija mi je odlična, ves ta diopter shit, ki ga noter da, to je meni vedno zabavno pa špasno. Me pa ven vrže glasba, ki je vmes za filler dana. Ne Morricone teme so odlične. Ne? Že intro glasba, pa naprimer Smrt Malone, ko ga pokosi pod Tommy pištolo, tisto je vse izjemno. Ampak vmes pa so eni ti anahronistični pristopi, ki so me tak metal ven z filma, da sploh ne morem verjeti, da je to dovolil, da se tako posili ta look pa ta pristop, ker kostumografija, produkcija, Morricone glasba celo, pa ajde fotografija se nekako skušali približati nekemu avtentični sliki, no, sem tak izrazil. Pol pa imaš neki 80s synth pop noter, pa gledaš, what the fuck se dogaja, zakaj je to tle? In me meče ven iz filma, res me meče ven iz filma. Zdaj, če si pripravljen to spustiti, je izjemno, če pa ne, pa škoda. Tako da, to je moj take Untouchables. Meni je to en boljših teh gangsterjad prohibicijskih filmov, varianta, ne. Me je pa ful zmotilo kasneje, ko sem pač videl, koliko je tu pač dejansko zlagano vse. Ne? Mislim, čist tak končen twist, ne, je, da so porotniki podkupljeni. To misliš? In potem, to recimo, ne, to je taka ena malenkost, in potem sodnik reče, dajte pripeljati ono poroto od tam. To je illegal completely. Jaz ga sploh, jaz ga sploh nisem jemal na ta verističen način. Ne, jaz sem pač... ampak še večji problem pri celi stvari pa je, da je to na podlagi Nesovih memoarjev. Nes ni bil posebej dober policaj, je pa he talked big game, kot bi se temu rekli, ne? Tip je bil player. In dejansko večina akcij, ki jih je ta njegov task force delal, nima nobenega efekta. Ne? Tist računovodja pa nima veze z njimi.
In polko ga je tisti računovodja pomagal, ni bil samo en računovodja, ampak cel oddelek in kup ljudi, ki so temeljito delali, tako kot resnični policaji delajo, da pač temeljito pregledajo stvari, najdejo dokaze in potem vložijo obtožnico. Medtem ko so oni pač se streljali, malo naokrog pa štalo delali. Zdaj, mogoče so pomagali odvrniti pozornost ali karkoli takega, ne? Niso pa skrivali onega računovodja ali karkoli takega in pač, no. En kup stvari je tukaj, ki promovira tole idejo, da policaji so tisti, ki bojo pretepli par ljudi pa dobili odgovore, namesto da dejansko, kot se je zgodilo, da so policaji, ki so zaprli Al Caponeja, tisti, ki so opravljali delo, tako kot ga resnice policaji upravljajo. In se mi to zdi iz ene propagandističnega vidika zaradi tega problematičen film. Ampak, mislim, that being said, lahko ga gledam kadarkoli. Viš, zanimivo, saj meni je dober, ampak jaz ga sploh nisem gledal na ta način, da bi zdaj bil, to je pa zdaj zgodovinsko natančen popis tega, kaj je bilo, ali pa da so se policaji res tako obnašali, ampak že na začetku mi je, ko malo njemu reče v cerkvi, če te on udari, ga ti dvakrat nazaj, če on pihne enega tvojega, ti pošleš njegove v mrtvašnico, kak dalec je pripravljen iti, in to je bila tema filma. In sem gledal v bistvu itak, da je šel overboard, pa Kevin Costner oziroma Neil, kaj je pripravljen iti narediti, pa kako bo svojo družino zaščitil. Mislim, to mi je bila bolj zgodba, kot pa zgodovinski prikaz, ki pa itak ni bil, kar pokaže na mestoma čudno fotografijo, pa seveda z obupno mestno glasbo, Morricone, respekt, ampak ne, to on sploh nima s tem veze. A veš, to hoče povedati, da zanimivo, jaz ga nisem na ta način gledal, no? Veš, nisem imel tega viba, da je pač za to propaganda. Ja, mislim, vsi policijski filmi ameriški so propaganda za ameriško policijo, pa vojaški za vojsko. Beverly Hills Cop? Ja. Absolutno. Beverly Hills Cop najbolj od vseh. Ja, sploh dvojka. Ja. Drugače pa to je pač eden mojih najljubših filmov, zato ker sem imel, mislim, da sem na tem podcastih že omenil, da sem imel včasih dinozavrsko fazo, pa ne vem kakšne faze vse. No, imel sem tudi gangstersko fazo, kjer sem pač se kot otrok zelo rad igral gangsterje, s Sergejem sva se ponavadi lovila z avtomobili, ki so bili takrat v kinderječkih ti avtomobili, ki izgledajo točno tako, kot ti iz te dobe, skratka, z 50-ih ti avti so bili v taki notor. In pa gledal sem serijo z naslovom Wise Guy, ki je serija iz let 87 do 90 se furala in kjer sem prvič srečal Jonathana Banksa, ki je od takrat eden mojih najljubših takih karakternih igralcev. Spomnite se ga seveda kot Mikea Ehrmantrauta iz Breaking Bada oziroma zdaj v Better Call Saul. In pač tam je bil eden mojih najljubših takrat serij in polk, ko sem gledal prvič ta film, mi je bil pač top in pač Sean Conneryjeva smrt, me pač zelo prizadela, to se mi je zdelo pa res grdo. Zmeri sem tako na pol jokal, zakaj pa morajo njega ubiti, zakaj ni tega grdega Kevina Costnerja. Zato, ker ima njegov lik družino. Ja. Sej vem, presnete družine. No. Skratka, nehajmo se spraševati, kdo od nas treh bo prej dobil COVID. Dalje. Oziroma, kdo ga bo preživel. Jaz sem potem zbral še en film, v katerem igra seveda Sean Connery starejšega mentorja, kot je temu Igor rekel, Ime Rože iz leta 86. To je italijansko-nemško-francoski film, režiral ga je Jean-Jacques Annaud in je seveda posnet spet po knjigi. To je prekrasna knjiga Umberta Eka, še ena mojih najljubših knjig pravzaprav iz mladosti. V njem pa spoznamo Seana Conneryja kot frančiškanskega meniha po imenu William of Baskerville, ki se skupaj s Christianom Slaterom oziroma njegovim seveda vajencem Atsojem iz Melka odpravi v nek samostan, kjer bi pravzaprav naj potekala neka teološka debata o tem,
ali mora biti cerkev revna ali ne. Mislim, da že vnaprej vemo, kdo je izgubil to teološko debato, in tam se pač dogajajo neke nepojasnjene smrti, za katere se izkaže, da so lahko umori, lahko da niso. In je v bistvu, mislim, da vsi poznamo to zgodbo, gre pravzaprav za eno tako. Roman je skrajno postmodernističen, sestavljen iz številnih citatov. William od Baskerville je seveda referenca na Baskervillskega psa, Conana Doyla oziroma na eno izmed Holmesovih pripovedk. Njemu ves čas govori svojemu vajencu dragi Edson, kar je seveda podobno dragi Watson in tako naprej. In tako naprej imamo noter meniha Jorgeja, ki je seveda Borges in dela v Labirintu, ki je knjižnica, kar je iz njegovih zgodb in tako naprej in tako naprej. Seveda film vseh teh nivojev ni mogel ohraniti, to je bilo že ves čas jasno, da je to praktično nemogoče, ampak jaz mislim, da meni se nikoli ni zdel ta film tako slab, kot so vsi trdili. Eko sam je sicer rekel, da je knjiga kot sendvič z šunko, salamo, paradižnikom, sirom, solato, ampak da potem film izbere samo solato in sir, ostalo pa vse vrže stran, je pa lep film. No? To je bil to je bilo njegovo mnenje. Meni se zdi, da pač tisto, kar od tega filma res dobimo, je en tak. Sicer jaz vem, da precej stereotipen, ampak res tak pogled na ta mračni srednji vek, kjer se znanje bori z neznanjem, kjer so ljudje še napol živali, in pa ta menihi so mi, res, menihi so mi res tako. Predstavljam si Romana Vočanka, kako se reži ali pa kriči tam s tem, ne vem, vuku jebi. Mislim, da bolj to drugo, ja. Skratka, in pač te menihe pokaže, kot pač res tako vsi imajo, neki starci so pedofili, grbavci, bivši neki blasfemiki in tako naprej in tako naprej. In to vzdušje mislim, da še kar sjajno prikaže, no, pa to pač inkvizicijo in to. Ampak mislim, da je tisto, zaradi česa imam jaz rad ta film, je pa še vedno, da čeprav ne uspe vseh teh levelov iz knjige ven potegniti, pa ohrani ljubezen do knjige kot neko osrednjo točko tega filma, in tu je pač meni tisto, kar je pač najlepše pri tem filmu. Recimo, eden mojih najljubših dialogov je Aco vpraša Williama, Master, have you ever been in love? In reče William, in love? Yes, yeah, many times. In Aco reče, you were? In reče William nazaj, yes, of course, Aristotle, Ovid, Virgil. Pač, skratka, tako in potem, in tudi ko pade skozi ono loputo, moj najljubši prizor vseh časov, eden najljubših prizorov vseh časov, je, ko Sean Connery pač po tej knjižnici bežita ven iz goreče, mislim, da knjižnice, ali pa ne, že prvo noč, mislim, da je to, pade skoraj da skozi loputo, se ujame za jašek in se Aco zadere, save the book. In mi je to tako lepo, mislim, to mi je tako lepo, pa ja, knjižnica gori in on vse, kar se trudi, je čim več knjig rešiti. Sploh se ne briga zase, za svojo brado belo, ki ima res lepo brado, da mu je ne osmodi. Ne, on hoče knjige rešiti. Pa če ni to lep film, kaj je pa lep film, res? Stari, da ima to posnet za kakšne, če vzgubo službo, veš kaj samo to pošle noter. Za kakšno uredniško mesto. To. Ja, se strinjam. Knjigo, ne vem, če sem knjigo jaz prebral, to vem. Ali pa če sem jo že dolgo. Kakšna blasfemija. Ja, sorry. Ampak meni je film zraven vsega tega, kar si naštel, je všeč, ker je v bistvu kar cool detektivka. Pride take, nekaj se zgodi, folk umiraš, gleda one črne prste, what the fuck, labirinti, kuga, abstinenčni menihi, molčeči, noben se ne še z nikom pogovarjati. Pa kaj je tisti igralec, ki je tudi letos preminil, Francoz, ki je špila tega opata, no? On mi je ful všeč noter, no, to je v bistvu tak antagonist je noter, ne, ki mu skuša onemu, kaj že, no? No, se ne veze. Ja, meni je film gledljiv, pa ful lepo sestavljen, pa lepo posnet. Tako, zapomljiv zelo.
Ja. Veš, tako zelo nek slikovit značaj ima. No. Michel Lonsdale. On je v Moonrakeru špilo na tudi bad guy v Bondu. Ja. On mi ga menda prav opata tega samostana, če se prav spomnim. On je tako na začetku. Ker skuša biti sicer pomagati, ampak v bistvu ne. Pač politična, njegova pač položaj je precej politično problematičen, še posebej, ker pride on inkvizitor noter. Pa čakaj, Christian Slater špila, ne? Seveda, Christian Slater igra tega mladega vajenca, ki mimogrede izgubi nedolžnost v filmu. Mimogrede, se natakne na nek. Nisem mislil, da on mimogrede izgubi nedolžnost, ampak, dragi moji, mimogrede vam povem. A si ti tak zgubil nedolžnost? Nikoli nisem bil, sem bil v samostanih, ene par, ampak ne služben. Ne, pravzaprav sem bil tudi v enem samostanu službeno, gledaj. Let's go on. Ne razumem, kaj sem zdaj hotel s tem. Dajmo dalje. Tretji krog, tretja runda je tukaj in zdaj gremo k malo bolj novejšim filmom. Zdaj smo imeli 60, 70, zdaj le 80, zdaj le gremo pa krepko v 90. In Igor, ti si izbral še eno brezčasno klasiko in še enkrat spet Sean Connery igra nekakšnega mentorja skupaj z enim najboljšim, čak nekaj ne. Ne, ni on mentor, on je glavni junak. Come on. Okay, Nicolas Cage je tukaj samo along for the ride. To je nek hud take zdaj. Mislim, tak za začetek The Rock je najboljši film Michaela Baya, tu zdaj ne rajmo debatirati. Je par vrel filmov naredil, ampak ne pridejo drugi blizu tega. Zdaj, kao Nicolas Cage je v glavni vlogi, od začetka ga spremljamo in to vse. Takrat je tudi bil nek rising action star. Ampak Connery, ko se on pojavi not, je on glavna sila filma, on ni mentor njemu, koliko je dobi followerja, ki stopa po njegovih korakih in mu sledi, medtem ko on utira pot. Hkrati pa sem vaju uspel pretendati, pa sploh nista se zavzela. Rekli smo brez Bonda, ne? Ampak actually tale film enih 100krat hintne, da pa lik Seana Conneryja, ki mu je ime sicer John Patrick Mason, je pravzaprav Bond na nek način, ki so ga Ameri, ker je Drag mešal, zaprli in ga imajo zaprtega že mnoga leta v zaporu. Dobro si tole pritihotapil v podcast. Skoraj kot tajni agent. Film pa ima poleg tega tudi ful dobro politično sporočilo. Zdaj osnovna štorija je, da vojaki zasedajo Alcatraz, gor imajo neko super duper orožje, s katerim lahko pobijajo pol San Francisca in grozijo, da bojo to naredili, če država ne izpolni obveznosti do vojske, kar je predstavljeno zelo kot eno socialno vprašanje zaupanja in časti in vsega tega, na kar pač se ameriška vojska fura in Ed Harris, ki igra negativca v bistvu, oziroma sprva pač poveljnika teh vojakov, se potem, ko država reče ne bomo vaših zahtev sprejeli, reče ok, blefirali smo, čao, gremo. Ne? In to je tudi, mislim, da zelo redko, da imaš tak lik v filmih, ker ponavadi so tisti, ki bo rekli ok, ne, pa smo sam blefirali, so šipki ali pa kaj takega, tukaj pa je on prikazan kot en zelo časten človek in ful vredu, kak film uspe te stvari menjati. Ne? Hkrati pa, kar fura celo zadevo, je pa fenomenalna akcija. Cage je super, mislim, res ono še totally crazy, ko je še bil samo intense. In
Super sfura. On je pač agent, ki je v bistvu ga dajo, da pazi tega Seana Connerja, ki bi naj jim povedal, kako vdret v Alcatraz, ker je pobegnil tam, ampak potem on pobegne in Cage gre za njim, pa ga proba ujeti. Tako da imaš še znotraj tiste bitke z onimi, še ta chase med njima in mislim, da je zelo, zelo lepo zgrajena štorija, krasno posneta, mislim, preprosto daleč najboljši film, ki ga je naredil Michael Bay in mislim, da ne bi škodilo, da bi ga sam še enkrat pogledal, pa rekel, tako se to dela. Jaz moram reči, da se kar strinjam s tabo, Igor, meni je res, Ed Harris v tem filmu je pač izjemen in pač redko vidimo v akcijskih filmih toliko kompleksne, bom rekel, nasprotnike, ker težko rečeš njemu zlikovec, ne? Ker meni je Ed Harrisa pač v tem filmu, pa čutiš z njim, je tragična figura tega filma. Predvsem pa je tudi ta film, ne smeš pozabiti, zelo vizualen, ravno zaradi tega, ker so te kroglice zelene barve, pač for some reason, ne? Da že takoj vidimo, kakšen strup je to in pač to zgleda res, ker se valjajo za njimi, pa jih pazijo, da ne padajo po tleh, pa ne vem kaj vse. To je še kar... V bistvu se kičkajo tam. Zabavno. Ja. Ja, meni tudi všeč, mislim, njimi za jaz sicer Michael Baya ne maram, ampak kar se tiče Michael Bay movies, ja, ok, ajde. Ja, no, neč. Ja, Ok, zdaj, malo smo trešali Michaela Baya, ampak ne moraš ne marati Michaela Baya. I would do anything for love, Michael Bay. Fuck off Michael Bay, crkn. Ja. Ne, bom Bad Boys in Bad Boys 2. Bom pa tako rekel, kao, lej, ki si prej ti mojega fanboja trešal, ne, Nicolas Cagea, ne. Tak ti mi rekel. Če imajo Britanci Dame Judi Dench kot National Treasure, je Nicolas Cage American National Treasure. Samo to tem povedal. Zato je tistim filmom se reče National Treasure. Ja. Definitivno je mišljen Cage. Jaz sem zmer to tako razumel. Kaj pa una ustava, pa tisti papir, brez veze. Ja. Pa miza, whatever. Ja. Itak tisto skurijo, kaj že neki s tistim naredijo. Sem že malo pozabil. Skratka, od Nicolasa Cagea k Lawrenceu Fishburnu, recimo, da je to segway. Skratka, Mito jaz sem izbral naslednji film. Just Cause, pardon, kjer igrata Sean Connery, Lawrence Fishburne in Ed Harris. Tako da to je lahko dober segway. Penti, no, pa je bil resen segway, se je tle skrival, pa ga nisi videl. Imaš prav, Ed Harris igra. Zdaj, meni je kar jaz sem ta film imel dosti bolj čisleno v spominu, kot pa zdaj, ko sem ga pogledal, no? Oziroma, še enkrat bom začel. Ta film imam v spominu dosti bolj čisleno, kot pa zdaj, ko sem ga pogledal. Ker zbral sem ga zelo hipno, pa sem rekel, to bo cool. In ni tako cool, no? Ampak, lej, torej Just Cause iz leta 95 je taka soden thriller, je, no? Sean Connery igra harvardskega profesorja, bivšega odvetnika, ki uči pravo in ga temnopolta stara mama iz Floride prosi, če pride pomagati njenega vnuka zmazati ven iz zapora, ker je po krivem obtožen uboja mene deklice. Zdaj po nekem obotavljanju gre dol, pritiska na policijo in načelnika policije, glavnega detektiva, ki ga igra Lawrence Fishburne, tako da dogaja se vse v tistih soparnih močvirih Floride in pa v zaporih, kjer se pa pogovarja z tem vnukom, Bobby Earlom, ki pa je v neki določeni španoviji z serijskim morilcem Ed Harrisom in ta zgodba se v bistvu dve tretjini filma ful dobro fura. Liki so zanimivi, Sean Connery ok igra, mislim, kar solidno igra, no? Ed Harris je odličen kot vedno, ta tipk, ne vem, kdo špila Bobby Earl Fergusona, pozval sem se napisati, ampak poznam ga iz Sequesta, če je kdo takšen geek kot jaz. Ja, en kima tamle na ekranu vidim.
Skratka, ta film je, 2/3 filma je meni ful zanimivih, zabavnih, liki so zanimivi, pa vlečete naprej. Pol pa se kar naenkrat zruši v neko jajcanje za zapletom, nimaš več mislim, ful je predvidljiv, ampak kar naprej še ti servira zaplet za zapletom. Pa ker si izkušal že tako na polovici filma, kaj se bo zgodilo, kdo bo koga potegnil za rokav, pa kdo bo komu s prstom pokazal, kje se kaj zgodi, pa kako se bo vse skupaj odvilo in je pač škoda. Ker koliko razumem, je roman malo boljši, ampak ja, najbrž mislim, zdaj ene kritike pravi, da je to mogoče problem režiserke, ki je malo tak, režiserje, ki je malo tak neki sterilen stil dal noter, da ni naredil z tega malo bolj griti drame, ker pač posneto je res zelo barvito, pa tako veselo, medtem ko pač se pogovarjamo o rasnih vprašanjih na Floridi, pa o posilstvu, zlorabi, umoru, aligatorjih in etc., pa je vse malo ful preč vedro, ne, tako narejeno, tako da, ja. Zdaj, če gledam in hindsight, če sem tako pameten, bi se rejši izbral Rising Sun film, ampak ajde, no, ta je tudi, če ga gre skozi. 2/3 filma je super. Skratka, pogledajte 2/3, pol nekaj gledati, pa je rešitev. Ne, jaz moram tudi reči, mislim, jaz sem to gledal ene parkrat, ker sem bil mulc, ampak mislim, da pol, ker sem že ene tretjič, pa sem bil že tako, mogoče je pa res mal predvidljiv, pa ne zato, ker ga tretjič gledam, ampak pač, ja. Drugače pa to je eden od filmov, ki se jaz ful spomnim, gledal sem ga z mamo prvič in je ga mama že enkrat predtem gledala in mi je skušala skozi neki spoiler. Naša mama je zmeraj to počela in meni je to šlo ful na jedra, če si je knjigo brala in mi tako, glej, wow, kaj se pa zgodilo, še to pa ne boš razumel. Mislim, tega pa ne boš odkril ali pa kaj. In tako mi je tudi tle, ja, ti kar verjemi mu, ti mu kar verjemi temu tipu, pa nekaj tako. Ampak ja, jaz mislim, da je res problem tega filma, da pač gledalec zelo hitro, če je dovolj brihten, skuži, kaj bo, pol pa skuša film to nekako zakriti, pač z enim bolj ridikuloznim preobratom od drugega. Ja, čist. Mislim, da bi se lahko bolj mogli potruditi, če so že imeli roman nastavljen nekako, da so ti zapleti noter, da bi jih še bolj nekako zakamufliral v nekim boljšega. Skratka, kje smo zdaj bili, to je bil Just Cause iz leta 95 in zdaj gremo 5 let nazaj. Jaz sem si za zadnji film, tudi jaz sem imel tu veliko različic, ampak potem sem rekel, da nekdo mora imeti Lov za rdečim oktobrom, ker je to, jaz sem ga pogledal, mislim, da včeraj, še enkrat, in pa za razliko pač od Mitota ugotovo, da je The Hunt for the Red October pravzaprav eden boljših filmov te vrste. Gre za thriller, nekakšen vohunski thriller na nek način, posnel ga je, režiral ga je John McTiernan, igrata skratka Sean Connery in Alec Baldwin, to je prvi film, v katerem se pojavi Alec Baldwin kot lik Jacka Ryana, kar so to, in je to pač prvi film po tem romanu, po teh seriji romana Toma Clancyja, pozneje Jacka Ryana igra v 2 filmih Harrison Ford in tako naprej. In skratka Ben Affleck. Pa Ben Affleck, ja. Skratka gre za film, v katerem podmornica, neka super duper podmornica, kar zapusti neke vaje ruska oziroma sovjetske zveze seveda in se pač skrije, gre mimo na nek mednarodne vode, pluje proti Ameriki in Sovjeti pač vejo, da skušajo ti ljudje prebegniti, ampak skušajo to skriti najprej pred Američani, potem pa jih potegniti za nos, češ da jih bojo napadli. In začne se pač ta lov, ker edino skratka Jack Ryan Baldwin verjame, da skuša Sean Connery prebegniti. Mislim, da je Sean Connery to vlogo dobil predvsem zato, ker pač zaradi svojega škotskega naglasa vedno Američanom zveni malo rusko in so ga pač dali noter. Ampak koliko sem jaz dober, ne da sem ekspert za ruščino, ampak mislim, da ne govori slabo rusko. Je pa tudi tukaj pač igra tudi noter Sam Neill,
je meni v tem filmu zelo všeč, mislim, da je tako tak zvest, njegov zvest pribočnik, kako se že reče tem ljudem pod vodo. First officer. In pač meni se je zdel, večino imamo kritiki očitajo, da je počasen, da res, da tudi videti bolj zapleten, kot je v resnici zapleten, ker je kar straightforward v resnici, ampak meni se zdi, da je to eden od teh filmov, ki je ravno zaradi tega meni zelo inteligenten. Pač to je res film, ki ne žali gledalca, ki skuša, pač, ki tudi ne popreprošča, tudi ne kaže tako dobesedno Sovjetske zveze kot neke totalne zločinske organizacije, vseh Rusov kot nekih karikatur, ki skozi pijejo vodko in tako naprej, ampak če že pokaže kaj takega, pokaže tudi Američane kot neke kavboje, ki bi pač najprej streljali, pa potem spraševali in tako naprej. In meni se zdi pač, ta film pač čisto zgleden, mene zelo pritegnil, mine takoj kot noč in se mi je zdel res dobro narejen. Dva citata, ki si jaz vedno zapomnim iz tega filma, pa ki se včasih pojavita na kakšnem kvizu filmskem, pač to ves čas govorim, ker imamo neke načrte, da mogoče enkrat kakšen kviz organiziramo, tako da to si zdaj zapomnite, ta dva citata, ker sta zelo, zelo pomembna. Prvi je: "Give me a ping, Vasili. One ping only, please." To je eden mojih najljubših, drugi mi je pa tako, pač ta mal klišeje noter, seveda Elliot govori, kako rad bi videl Montano in ne vem kaj, in pol seveda, ko umira, točno to reče: "I would like to have seen Montana." In potem je zdihne, boge reveš. Ne, da bi videl Montano, to je pa res katastrofa, si predstavljam. Meni je všeč on citat, ampak zdaj se ga ne bom spomnil, kot je pač temu vedno pri meni primera. Ko Marius, torej Sean Connery, Jacka opozori, kao, izogibi se bulletsov, watch out the bullets. Jack pozval. Ne, on reče kao že, pazi kam streljaš, ker je veliko reči, ki niso odporne proti metkom. In potem pač, ko gleda, kaj tudi jaz nisem odporen proti metkom. Tam je bila lepa. Ja, nasploh je to, čakaj, to je, sem rekel McTiernan, saj on je režiser Die Hard. Meni je on, ne samo, da je v bistvu mojster tega žanra, v tem filmu je v bistvu naredil še mogoče korak dlje v svoji obrti. Ker meni film ni ne dolgočasen, ne plitek, v bistvu ima noter ful enih zanimivih zadev, ki jih lahko analiziraš, lep cajt pa se z njimi igraš. Naprimer, ena zelo počasna scena na začetku, ko se v bistvu iz ruščine v angleščino prevesi, naprimer, ne? Ali pa naprimer, tista meni briljantna scena. Potem eni tihi, nežni trenutki, ko se pogovarjata, torej Marius pa Sam Neill, naprimer, torej Sean Connery pa Sam Neill, o tihih žrtvah pod gladino, zgledaš, what the fuck, se je kar nekrat v tem filmu zgodilo, pa si misliš, to je konc filma, ful preveč počasi za nek, kao, ta akcijada, ampak ne, prav na mestu pa pravilno izpeljano. Mislim, tako, Hunt of Red Doctor bi lahko imeli cel podcast, razumeš, toliko o tem se povedati. Ja. Bi povabili Anžeta, ki je meni, da je to najboljši film ever. Poleg to je. No, Anžetu jaz čisto zaupam, on je mojster za filme, tako da, hotel sem reči tle, McTiernan, on je konuseur film. Jack Ryan ima tle ene poteze Johna McClaina, pač to neko plazanje po oskih prostorih in pa skozi neki sam sebi govori, skozi ima pač teke, naslednjič pač jim pošli memo, pač kao to mislim, da izgovori ene 4-krat. Ta prizor, ki se pa ga omenil, pa je tudi eden mojih najljubših, Gre namreč za to, da se seveda Sean Connery in njegov politični oficir pogovarjata v ruščini še, potem pa kamera naenkrat se totalno približa ustom tega političnega oficira, on govori v ruščini nekaj cajta, premokne, kamera gre k ustom in potem se oddali in začne govoriti v angleščini. Pač gledalcu je predstavljeno, glej, zdaj boš pa vstopil v jezik, ker ne bomo se več matrali z ruščino in boš pač zdaj bojo vsi govorili angleško. Pač, ampak to je ruščina, oni se pogovarjajo v ruščini. To štekaš, in se mi zdi to super pomembno. Podoben pristop je McTiernan isto uporabil v bistveno slabšem, ampak še vedno zabavnem filmu 13. bojevnik,
z Banderasom, kjer sedijo vikingi okrog ognja in jih on gleda in prav gleda tiste njihova usta in tako začnejo besede ven leteti posamezne angleščine in potem do konca večera on jih napizdi, kaj govorijo grdo o njegovi mami in vse to. To je res. Točno, ja, to je tudi McTiernan, sem že malo pozabil. McTiernan se pokojen že, ne? McTiernan je bil, je, ne? Upam, da se motim. Ker, naprimer, v kontrastu z Michael Bayom je on full hud vizualc, on je full občutljiv na to, kako v bistvu vizualno zgodbo povedati. Taka simple fora, kako zdaj v bistvu narediti translate enega jezika v drugega, ne, kot smo zdaj omenili te dve sceni. Michael Bay ima pa telefoto lečo non-stop gor, pa boli njega kurac, kaj se dogaja pred kamero, samo da se vse vrti v 3PM, razumeš? On je idiot, kar se tega tiče. Dela pa, v bistvu, želel bi si pa iste filme delati kot McTiernan. Meni se zdi, da to njegova notranja skrivna želja, jaz bi rad bil Die Hard snimal, ne? Ampak ne zna, ker je glup. Ja. No, ampak se tudi McTiernanu karijera potem kar šla downhill po 13. bojevniku, takrat so ga dejansko odpustili. In je Crichton zaključil film in pol je v bistvu samo še 2 filma posnel, ampak zdaj neki sci-fi snema. Ja. Mogoče še živ? Še živ. Yes. Ja, še živ. Okay. Ta Oseti Force zdaj ima neki, ja. To je to z Uma Thurman, tako da bomo videli. Ja. Ja, skratka, to so bili naši izbrani filmi. Kaj bi vi izbrali, če bi imeli to priložnost izbirati in biti gostov v našem podcastu? Seveda, zdaj lahko omenimo še številne druge filme, ne nazadnje, seveda omenimo valjda Bondiade. Sean Connery je od leta 62 do 67 igral v Dr. Noju, iz Rusije z ljubeznijo, Goldfingerju, Thunderballu in Živiš samo dvakrat. Potem je odšel, pa zapustil to vlogo in se vrnil k 7. filmu Diamanti so večni, pa potem zaigral še Never Say Never Again, ki je remake Thunderballa. Pač je remake Thunderballa. Drugače pa, kaj so še vajini ljubi njegovi filmi? Rising Sun, bom rekel, meni je tam tako zelo špasna, cool, korporativna kriminalka, no? Z Wesley Snipesom v glavni vlogi, pa Sean Connery v stranski, ali pa dve glavni, I guess. Ta je meni cool. Bom pa mogel pa pogledati tega, no? The Man Who Would Be King. Tale me je zelo pritegnil, tega še nisem. To je zelo dober, ja. Tega še nisem, pa meni je zelo čislan v spominu, bi ga pa mogel še enkrat prečekirati Medicine Man, ne? Tako da, ja. Mislim, da bo... Dom razočaran? Aha, ne. Okay. Ja. Malo je cheesy, pa malo je prav tale white savior problem. No, meni je bil ful všeč Kuba, kjer je on... ki se dogaja med revolucijo na Kubi in on je nek britanski vojaški strokovnjak, ki naj bi v 2 urah vse skupaj ustavil in rešil zadevo. In potem je štorija o tem, da ugotovi, da ne. In se zaljubi v eno žensko. Okay. Čist menja. In pridejo Castro in Che Guevara in zasedajo Havano in whatever. Vredo narejeno pa First Grade Train Robbery, ki pa mislim, da to scene na vlaku, zelo lepo je sestavljena štorija, pač ta kriminalka, kako oni pridejo do tega, kako načrtujejo in potem konec med na drvečem vlaku, kako izvedejo tale rob. Mislim, zelo, fajn. Priporočam tako nedeljski film, pa se smejiš zraven, pa res, vredo je. Cool. No, super. Ja, tudi Forresterjevo razkritje seveda moramo omeniti, ker igra mentorja, potem pa Rusko hišo, to je taka klasična vohunka po romanu Lekara, če se ne motim, in pa jaz bom vseeno omenil, da pač njegov zadnji film, ki smo ga že omenjali, The League of Extraordinary Gentlemen, ki je totalen trash. Ampak mislim, da na konec koncev, glede na njegovo kariero, pa kaj vse je igral človek v življenju, je to nekakšen poklon njegovim zgodnim filmom ali pa nekaterim filmom iz njegove kariere
in je pač treši kot so oni, sem da pač ta sodoben treš nima tega mogoče nostalgičnega priziva, ker ni treš zato, ker ne bi bilo keša, ampak je treš za full keša. Treš brez šarma. Ja, je tudi eden od teh filmov, zaradi katerih recimo marsikdo ni verjel, da se lahko zgodijo Avengers ali pa Justice League, verjamemo tudi zaradi tega, ampak zato, ker pač poskuša tudi velik cast nekih raznih super in drugačnih junakov potegniti in pa, ker smo že tolikokrat omenjali Sean Connerja, on tukaj igra Alana Quatermana, ki je pač ta neka prapodoba Indijana pred Indijano, no, skratka. Ja. No, to bi bilo to. Jaz sem iz čiste zabave pustil Star Trek kotiček, ampak potem je Mito nekaj celo napisal, tako da me zdaj res zanima, kje ima Star Treki Seana Connerja ali pa nekaj iz sveta Seana Connerja. Moj naivni prijatelj. Četrta sezona, 10. del serije Deep Space Nine, naslov Our Man Bashir, je epizoda, ki se dogaja popolnoma na holodecku in zdravnik dr. Bashir, en od glavnih likov Deep Space Nine, rad igra vohunke in rad igra skoraj da copy-paste James Bonda. In se cel del dogaja, ko je on po neki nezgodi zaprt na holodecku, ki je torej vohunska intriga, nek bad guy želi svet uničiti, na koncu se ga seveda reši, je pa dodatno še Star Trek, ta neka tema noter, ker je pa zunaj holodecka nesreča, kjer so pač ostali člani posadke v transporter nesreči, ostali v računalniku in jih ne morejo drugače rešiti, kot da jih preslikajo v holodeck in se mora dr. Bashir boriti proti svojim prijateljem. And that's the zgodba, tako da, ja. That's the zgodba, all right. Lušen del, full ja, lušen del. Slišati je zanimivo. Bom zelo vesel, ko pridem do tja. Čez 5 let ali pa 10. In smo že v naši najljubši rubriki, kjer boste slišali, kaj agenti počnejo zvečer, pozno zvečer, ko pravijo vse svoje delo, ko pogledajo vse filme, ki jih gledajo za podcast, za temo. Skratka, kaj gledamo, beremo, poslušamo. Igor, ti začneš tako kot vedno in pa seveda vemo, da si zdaj bil zelo zavzet z Leafom, ampak kolikor vidim tukaj, si še vendarle kljub temu uspel pogledati tudi nekaj drugih stvari, ne sem Leafa. Leaf sem gledal, odlični so bili Nažgani pa Greta. Ta sta mi bila najbolj všeč, Švici je tudi bil ok. Super weird mi je bil tisti kosovski Exil, ki deluje kot film Mihaela Hanekeja in je ful dobro v enem reviewju bilo, da to deluje kot film, ki bi ga Haneke posnel, če bi zvedel, da ga nekdo ni povabil na rojstnodnevno zabavo. Tako, če ste Haneke fan, Exil bo vam najbolj všeč. Kosovsko-nemška koprodukcija. Drugače pa to, kar bi pa omenil tukaj, ker je malo bolj žanrsko, je pa Resnica o morilskih robotih, kar je en zelo statičen dokumentarec na HBO-ju, 2 leti star in je o tem, kako roboti ubijajo in kako smo si nekoč rekli, Isaac Asimov je vse zrihto, te zakoni, to imamo, we got this, ni problema. Vsi drugi sci-fi pisci so rekli, to super, podlaga. Pol pa dejansko naredimo robote, ki pomotoma lahko ubijajo človeka in noben ni odgovoren za to. In gre ta dokumentarec po primerih najprej Volkswagenova tovarna, kjer je prišlo do nesreče delovne, kjer je robot vrgal človeka ob zid. Potem imamo Teslo, kjer so njihovi avti na avtopilotu se zabili in ni bil nihče kriv. In še pač drugi primeri, ki niso zgolj tak, da ljudje umrejo, ampak jim roboti vzamejo službe in tako dalje. Ne rejta vse skupaj robot, tako da je malo bolj creepy, o tem, kako they come for us in
kak pridejo z druge smeri, kot pričakujemo. In še zelo dosti stvari se dogaja na Japonskem, kjer je res weird. Poglejte si film, dobro uro traja. Ne ga prepozno po noči gledati, ker je zelo, zelo statično, sploh kot tale robot pripoveduje vse skupaj in potem je še ful pravnikov, ki razlaga stvari, nemških pravnikov po večini. O moj bog. A nas ti hočeš umoriti, ali kaj? Ti robot. Ne, robote imamo za to. Kako pa veš, kdaj govori nemški pravnik, kdaj pa robot? Nemški pravnik govori nemško, robot pa angleško. Ali pa japonsko. Potem sem gledal film Volkovi, to je tudi bil na Leafu, Los Lobos, mehiški film o družini, bil v sklopu Kinobalona in je o družini oziroma mami z 2 otrokoma, ki ilegalno emigrirajo v ZDA in potem sta mala 2 zaprta v nekem šiti stanovanju in se nekako morata znajti z enim takim fantazijskim svetom, pa malo tudi z drugimi mulci naokrog. Zelo dober film, zelo heartwarming drama, hkrati pa je ful primeren za otroke, tudi zelo male, ki skozi otroške oči prikaže izkušnjo imigrantstva in vam mogoče malo lepše, ampak ne olepšano, ampak samo ne zgodijo se jim najslabše stvari, ki se ti lahko zgodijo. No. Se jim pa vseeno ne godi dobro. Ne. In je zelo vredu, zelo priporočam. Tretja zadeva pa danes sem imel sodeloval na webinarju z Davidom Attenboroughom o dokumentarcu A Perfect Planet, ki pride decembra na BBC, tudi pri nas, koliko vem. In je čist hud, trenutno pa lahko na nacionalki ob nedeljah po noči, zvečer, ujamete prejšnjega doku 7 svetov, en planet, ki je tudi čudovit, krasen in v teh 2 filmih je že ful se poznan od zdaj pri Attenborough, koliko ga poznate, Blue Planet in Frozen Planet in vse ostalo, Planet Earth, so bili to filmi o tem, kako krasen je svet, kako krasna je narava, kako čudovite so živali. Tukaj pa zdaj vse bolj se začenja zavedanje, da tega pa mogoče ne bo prav dolgo več. Ne? In ta 7 svetov gre po kontinentih in kaže vpliv segrevanja ozračja in podnebnih sprememb na planet in to na dosti tragične načine, kot recimo imaš ene mrože, ki so bili na ledu lahko se parili, zdaj pa ni več toliko ledu in imajo zelo malo kopnega tam v Južni Ameriki. In potem pač čist na jugu, ne? In potem plazijo gor po skalah, kadar pridejo oziroma nekaj na severu, vseeno, kje so. Plazijo v glavnem po skalah, namesto da bi lahko na ledu počivali in potem dol iz skal ne morajo lepo priti in se enostavno dol mečejo. In potem tako se ubijejo, tako totalno in potem je tako gomila mrtvih mrožev tam in ni malo takih prizorov. Tako da dost pokaže to, kam vodi ta svet in tale nov dokumentarec, ki pride decembra, sem se že prvi del uspel videti, tudi ne manjka spektakularnih posnetkov, ampak tudi ne manjka tega, kak se svet spreminja in kak je to za nekatere še bolj grozno, kot za nas, da moramo pač trpeti malo večjo vročino ali pa da je kak poplava kdaj. Tako da to, pa te fore. To so pa res te fore. Skratka, same čudovite, optimistične reči si nam, zdaj si me tako res pravo, da prav si mislim da pa ta pandemija, zakaj nas ne pobije, res katastrofa, no, to, kaj počnemo svetu in živalim. Ja, ampak mislim, glej, pandemija je uničila, ful oklestila letalsko industrijo in tele cruise ships, ne? In mislim, da ste vi tudi gledala Asifa, ko je imel o cruise ships
tele vse ladje, ki so vozile ljudi malo naokoli v plavajočih hotelih, so imele toliko ogljikovih, tolikšen ogljični odtis kot Evropska unija. Tako da ta pandemija je naredila ful dobrega za to zadevo. Imamo ful problema, ker ogromno plastike odvržemo, pa še vedno pač javni transport bo zdaj ful trpel zaradi tega in bo več ljudi se vozilo z avti, ampak glej, ne bojo pa ljudje tako radi več leteli zaradi celotne izkušnje in možnosti okužbe, tudi če bojo cepljeni, in ne bo nihče več šel na križarjenje. Ker what the fuck je bilo jim, da so sploh šli na križarjenje. Ok, Igor, pomir se, v redu je. Obljubimo, da preprečimo vsem, da grejo na križarjenje. Hvala, sem to. Okay. Skratka, Mito, če ljudje ne grejo na križarjenje, kaj ne gledajo doma? Kaj si ti pogledal med tem, ko se nismo Ja, tisto, kar se dogaja pod križarjenjem, Underwater sem pogledal. Torej, na HBO-ju Underwater. Je tako slab, kot pravijo. Kak? Če je tako slab, kot pravijo, ja, precej. Smo imeli z Igorom smešno debato, jaz napišem, to je epic shit, pa Igor napiše nazaj, moram pogledati, pa ne, dobesedno epic shit, ne, vone kulski epic shit. Film v bistvu najboljše izkoristi kot izgled Kirsten Stewart, ki večino cajta laufa v spodnicah naokrog. Vse ostalo je pa tako podvrženo slabi zgodbi, pa zapletu, pa specialnim efektom, da bi se v bistvu boljše bi po mojem bilo to kot neka videoigra, kot neka prvoosebna varianta, ki se dogaja na dnu Marijanskega jarka. In to je zaplet je takšen, imamo neke rudare, ki vrtajo na dnu Marijanskega jarka, takoj v prvi minuti se vse gre v franže, se morajo rešiti s tem, da grejo še niže in potem se kar nekrat neki alieni pojavljajo ali karkoli pač so, na koncu je sam veliki Cthulhu varianta, ki celo zadevo požene, se bi rad rekel v zrak, ampak je v bistvu globino, ne? Rešijo pa se 2 od ne vem kolikih in that's it. To je vsa zgodba. Pa sem v bistvu spoilal vse. Sploh nisem bil za to prizanesljiv, da bil česega. Tako da edini plus so specialni efekti. To, vse ostalo je shit. Torej, če že gledate film, ki se dogaja na dnu Marijanskega jarka, priporočaš bolj Meg, kjer se Jason Statham bori proti Megalodonu. Ja, to se že na papiru boljše sliši. Ne, film se skuša ful resno obnašati, v bistvu je pa tako, pa daj, levo, ta prosim, nimate niti te globine, da bi bili zanimivi liki, veš. Ne, škoda. Meni je morje, ocean, Sequest, pa Marijanski jarek, to so meni ful zanimive teme, ampak je tako stran vržen gnar, da kar glava peče. Druga stvar, ki sem jo pa pogledal, je pa Netflixova serija Queen's Gambit, pa se mi zdi ful cool, pa zanimiva, ni za nekaj najboljšega, kar sem pogledal, pa če jo postavim zraven, rečemo Miss America, ki je druga zgodovinska drama, ki sem jo letos pogledal, mi je Miss America ljubše, ni sicer boljša mogoče, predvsem pa Queen's Gambit je tukaj zelo fura neko špuro po Mad Menih, ki je glavni lik oziroma protagonistka, imata neke podobne fore, neke podobne nastavke, predvsem je pa Queen's Gambit šahovska propaganda, da se kar tako izrazim, ker če ti je šah cool, je ta serija zate v nulo, ker pokaže šah v svoji najlepši luči, lepi luči, jaz znam šah špilati za nič sicer, ampak če ti je šah cool, je to zate. Mislim, da v ozadju so imeli malo more svetovalcev, da so do potankosti skušali poteze preštudirati, pa jih pokazati na nek vizualen način, pa te majhne zadeve, ki se igralci jih izvajajo, ne vem, kako držijo figure, pa ko nekdo naredi neko ful hudo potezo, potem, mislim, ta igra noter je ful zanimivo potegnjena. Tako da ja, priporočam, cool je. Super, ja,
Potem jaz sem pogledal tudi jaz sem na Leafu večinoma stvari gledal in z Leafa predvsem sem pogledal na njem. Najbolj žanrska stvar od vseh, ki sem jih videl, je bila Mandibule, se pravi Mandibule, ne vem, kako se francoščini, ne bom poskušal. Ja, Quentina Dupjuja, ki me je navdušil za Gumo. Vem, da je to Igorju ni med najljubšimi filmi, ampak meni je bil strašno zabaven takrat. Nisem pa lani, sem potem zamudil Jakno, oziroma Deerskin, ker nekako nisem opazil, da je to on, da je to njegov film. Letos pa sem zato pač takoj zastrigel z ušesi, ker sem prebral, da je pač še en njegov film na Leafu in gre pravzaprav to zgodbo o Bucu in Bucu, težko drugače rečemo, ki najdeta v nekem prtljažniku nekega avta, ki ga ukrade eden od njiju, gromozansko muho velikosti, ne vem, enega psa. In potem se odločita v prvem pogledu na to muho, ne vem pač kako, da bosta jo natrenirala, da jima bo ta muha začela nositi stvari. Pač karkoli boste rekla, bo ona prinesla in boste lahko ropala, kradla in ne vem kaj, kar je pač tako, ja, gotovo prva stvar, na katero pomisliš, ko zagledaš ogromno muho. In potem so razne peripetije, to je pač neka komedija zmešnjav, ful se stvari dogaja in razumem, da je film hoče biti, mislim, da sta ona dva neumna, ampak meni gre sta pol reže mal na jetra, tam na sred mi začneta tako iti na jetra, še posebej, ker ko pridete do unih bogate neke te druščine, se že zdi, da bomo dobili mal te socialne kompleksnosti, razlike med njimi, ampak pol predvsem film se bolj norca dela z neke mentalne zaostalosti une punce in je tako še kar nadležen, na koncu se pa malo odkupi, no, meni je bil konec še kar všeč, pa muha mi je všeč, no, muha je tako cute. Dlakavi baby Yoda, no, cute, ja, tako. Kako si mrči, ki spi, to je zabavno. Tako da to, ja, vseeno mislim, če niste ujeli na Leafu, mogoče še najdete kje drugje. To je bilo to, kar sem jaz uspel pogledati in ljudje in ljudine ne boste verjeli, ali pa lahko verjamete, to je bila že naša 66. epizoda. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke, knjige, vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, ful preveč niplov Gegič, Igor, Free Crazy Intense Harp in Aljoša. No, to je točno ta smeh. A slišite tole? A je to Free Crazy Intense? Ne vem, če ni že mal bolj Nicolas Cage, zadnja faza. Mandy. Ja. In pa Aljoša, če tega niste gledali, ljudje božji, harlamo. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta z naših domov. Mi se čuvamo, upamo, da se vi tudi s tem čuvate, ne le sebe, ne le svoje bližnje, pač pa tudi sosede. Čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerate, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox. Dajte nam kakšno oceno na iTunesih, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste te dni prebolevali odvisnost od filmov, ker ste cel teden besno spremljali Leaf, poslušajte podcast Obot, mi imamo vedno cel kup predlogov za gledanje, mimo glede pa se boste seveda navlekli še na naš podcast, tako da ja nič, če že morate biti odvisni od česa, bodite odvisni od nas, podcast Obot, žametna, mehka droga. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast Obot, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti, tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, pozive k škotski neodvisnosti, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 66. epizoda in se pravi 14. špecial iz karantene. Če bo šlo vse po sreči, se poslušamo 1. decembra, ko bomo govorili o, naj zaenkrat ostane skrivnost, ali pa tudi ne, naj ostane skrivnost. Skratka,
verjetno že spet takoj naslednji teden, če nam ne rata, ne nam zameriti, skušamo okrevati po Lifu, zato nas tudi prejšnji teden ni bilo, ker smo tako intenzivno spremljali Ljubljanski filmski festival in seveda imeli tudi druge obveznosti. Obodovke in bodovci, da se nehamo opravičevati, ostanite zdravi, kjerkoli že ste, upamo, da ste doma in upamo, da nas imate radi. Right. Lahko noč. Lahko noč. noč. Nekako, če jutro postaš.